Če imaš bolečine v ramah, ali pa če delaš dosti pull-upov, jerkov, potiskov nad glavo, bo naslednja vaja več kot dobrodošla v tvojem trening programu. Zdravo, sem Nejc iz Level Up Trening Centra. Današnje vaje bojo dejansko nam pomagale, da bojo naše rame v boljšem položaju, medtem ko bomo delali bilo katero drugo vajo. Zaradi tega, ker bomo ravno krepili te mišice, ki naše rame držijo, spravijo mogoče iz tega položaja v ta položaj, ali pa enostavno so rame bolj stabilne, da bomo lažje naredili večji jerk, boljši overhead squat, celo boljši bench press. Tako da obstaja več različnih vaj, ki nam to omogoča. Zdaj, prva ena izmed osnovnih stvari je to veslanje na obročih. Ali je to TRX, tudi večina vas ima, ali so neki obroči. Ravno zaradi tega, ker stvar, vajo se lahko ful utežimo oziroma olajšamo glede na svoje fizične sposobnosti. Zdaj, začnemo tako, primemo obroče in pri vseh teh vajah, ki bom jih zdaj kazal, je ena izmed najpomembnejših stvari to, da damo lopatice nazaj in dol. Večina nas ima tukaj te trapeze dokaj zategnjene in imamo, ko rečemo lopatice nazaj, smo tu. Dosti vas dela te šrage, pa tudi pri olimpijskih dvigih same trapezi dokaj nastradajo. In zato moramo dati lopatice nazaj in dol. To je vedno naša pozicija. Primemo obroče, stegnemo roke, lopatice nazaj, dol in od tukaj potegnemo do prsi. Zdaj, najpogostejše napake, ki se tu pojavljajo, je to, da ali se enostavno so boki prenisko, ali pa naredimo taki sit-up oziroma trebušnjak. Za lažjo predstavo je to, da pravimo imeti telo čim bolj ravno. In ko potegnemo, da ne gre glava naprej, ampak da je trup ostane ravn, komolci nazaj. Tako sem rekel, vsaka ta vaja se da dokaj dobro otežiti in to je v bistvu stopiš korak 2, 3, 4, 5, 10 naprej, od tukaj lopatice nazaj dol in potegneš. Če ti je to še prelahko, recimo lahko daš noge na klopco in zdaj so tukaj recimo dve varianti. Ena je, da si pomagamo malenkost z boki, hop, hop, ali pa brez pomoči bokov, ki je malenkost težje. Hop. In to je to. To je bilo veslanje na obročih. Zdaj, če hodiš bilo kdaj ali pa si bil kdaj na fitnessu, se ziher koga videl dela to vajo. Najverjetneje z ročko. Mi imamo puno kettlebellov, teda ponavadi uporabljamo kettlebell. In ponavadi damo eno nogo na klopco, z drugo roko se opremo, prijememo kettlebell oziroma utež. Lopatica oziroma rama, lopatice skupaj in dol. Od tukaj potegnemo. Pazimo, da komolec ne gre preveč od telesa, ne rabi pa iti čisto ob telesu. To je veslanje z neko oporo na klopci. Ta vaja, veslanje v predklonu za samo palico, je mogoče v enih fitnessih dokaj pogosta, v drugih pa je nikoli niso videli. Zdaj, naredimo najprej čisto navaden deadlift, primeš palce, ravn hrbet, hopa, dvigneš. Tukaj naredimo predklon, to pomeni, da imamo hrbet ravn, da nismo zviti, hrbet ravn, lopatice nazaj dol in palico potegnemo do popka. Mogoče malenkost višje od popka. Tukaj se dostikrat zgodi to. Če smo sred kakega metcona oziroma conditioninga in če vemo, zakaj delamo recimo to z samim zibanjem, dvigujemo neko breme, je mogoče kdaj spremenljivo, ampak kadar pa hočemo jačati mišice, delati na moči, pa definitivno bolj so gibi striktni, več stabilizacijskih mišic vključimo in predvsem tiste, ki jih želimo trenirati, večji bomo imeli efekt od same vaje. In zato enostavno pazimo, da ko smo lepo v predklonu, da vse, kaj grejo komolci nazaj, pa lopatice skupaj. Pazimo, da se ne zvijemo, da rame ne pobegnejo naprej in to je to. Zdaj, da se izognemo temu cukanju, pa mogoče drugod najdete prav mašino oziroma napravo za to, da se enostavno nekako tako vležeš
in imaš oporo tukaj pri prsi, primeš gvihte, pa veslaš z oporo na samih klopci. Tukaj lahko malo eksperimentirate, ker recimo tudi doma vas večina verjetno ima neki bench klopco, ki jo lahko mogoče podložite, če ni tako nastavljiva in lahko to vajo lih tako izvajate. Zgleda tako, se bližeš, primeš kettlebella, ta kettlebell je zdaj za moje pojme na GNO višini, ker se ne rabim stegniti po kettlebelle oziroma oteži in lahko malo parice ves čas skupaj. Ko tukaj potegnemo, hop, spustimo. Okay. In tukaj je dosti manj možnosti, da uporabimo sam moment, da dvignemo teži. Obstaja še en pripomoček, ki ga večina ljudi ne uporablja in to je elastika. Z elastiko lahko delamo več različnih vaj. Recimo ena taka simple je, da enostavno primemo elastiko in damo nad glavo in jo malo tako razpremo. S tem aktiviramo mišice ramenskega obroča in naredimo overhead squat. Okay, naredimo 50, 15, 20 počepov, definitivno boste čutili, da mišice so aktivirane. Pod pogojem seveda, da imamo zunanjo rotacijo in vse pač ostale podrobnosti, ki se morajo upoštevati, kadar delamo overhead squat. Ena izmed vaj, podobnih vaj je dislocates. Mogoče ste vajeni s plastično palico, primeš široko in krožiš s stegnjenimi rokami. Ravno to lahko narediš samo elastiko, še bolj aktiviraš mišice, malo razpreš in krožiš, hop. Okay. Praviš imeti čim bolj stegnjene roke, lopatice, vedno nazaj, nikoli ven in to je ena izmed super vaj, predvsem za ogrevanje pred kakim bench pressom, potiskom nad glavo, skleci, pull-upi, karkoli. Ta vaja je malenkost podobna ring rowu, ampak enostavno, ker imamo tako tanko elastiko in bomo delali polovični gib in to je v bistvu ko so lopatice spredaj, jih probamo spraviti nazaj in skupaj. Tukaj zdržimo sekundo, dve in spustimo. In spustimo. Okay. S tem, ko je gib dosti manjši, imamo manj za razmišljati in se probamo bolj osredotočiti na same mišice, ki jih želimo aktivirati. S tem bo dejansko sam efekt dosti boljši in to je to, kar si v bistvu želimo. Ko bomo dejansko stabilizirali bolj ramenski obroč, bo večina vaj, ki jih bomo pač delali, dosti lažjih, dosti bolj varnih in na koncu marsikdo od vas si želi, da boste dvignili več kil in definitivno vam bodo ene izmed teh vaj vam ziher pomagali na vaši poti. Če imaš kakšno vprašanje, predlog za naslednji video, mi piši pod ta video na mail info@levelup.si, pa se vidimo v naslednjem videu.